Lepo pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Tokrat bomo še enkrat naredili en haul, en nakup hrane, tedenski nakup hrane. V tem času se je veliko stvari spremenilo s to socialno izolacijo, virusom, in ostalimi prepovedmi. Zato bo tole malo drugače. Listek naredim čisto enako. Pregledam Sparove kataloge online. Zdaj še posebej praktično, ker se poskušamo čim manj stvari dotakniti, papirjev. Potem dam tole v virtualni nakupovalni listek, ki ga bom pa potem prepisala na navaden listek. Pogledam še Hoferjeve ponudbe, pa seveda uporabim naš listek, ki ga čez teden izpolnjujemo, kamor pišemo, česar nam je zmanjkalo. Ali pa če ima kdo kakšne posebne želje, če komu kaj zapaše, da lahko združim vse skupaj na enega. Tokrat ni bilo nič posebnega. Ne bom komentirala tega, da se še vedno promovirajo kakšne vikend akcije. Ali pa da se nekaj vse na pol dela, da ti razkužijo roke in voziček, potem pa prijemaš svoj telefon pa svoje listke. Ampak okej. Še vedno nosimo maske, rokavic nam zdaj ni več treba, nam z nečim našpricajo roke. Vse se nekaj dela na pol. Najslabše so pa dolge vrste pred trgovinami. In pa zvišanje cen, čeprav pravijo, da jih niso, ampak vsi opažamo 15 do 20% zvišanje cen. Pa tudi dobavljivost enih stvari je motena, slabša. Jaz sojinega mleka ne najdem že od začetka tele kakor karantene. Jaz napišem potem posebej za Hofer, posebej za Spar listek, mislim seznam, da grem lahko v trgovini po vrsti, tako kot piše na listku, ali pa mož. Zdaj spet kupujemo enkrat na teden. Ko prepisujem na listek, potem prečrtam tiste stvari, ki smo jih pisali čez teden, zato da vem, da sem vse upoštevala, in pa cene napišem zraven, zato da vem, kateri izdelek iščem, pa da primerjam s trgovino, to drugo trgovino. Na primer najprej grem v Hofer, potem pa v Spar. Takole izgleda naš zelo neugleden listek. Pa bomo videli, kaj dobim v trgovini. S tem listkom grem pa zdaj v trgovino. Potem napišem še tedenski jedilnik. 7 glavnih jedi, iz tistih sestavin, ki jih bom kupila ali pa ki jih imam še doma in jih je treba porabiti. Tokrat si je družina zaželela malo žara, malo piknika. Bomo kupili piščančje čevapčiče pa kakšne pleskavice. Za vegi varianto bojo marinirani šampinjoni, pa solata pa kruh, zdaj ga tako vsi sami pečemo. Potem bom naredila sirnico, sirov burek, gužvaro, če hočete, bom kupila kilo skute. Potem bom skuhala celo vrečko leče. Bom naredila lečin bolognese, mogoče lazanja ali pa z metuljčki, ker imajo otroci to rajši. Iz druge polovice bom pa naredila lečine polpete, zraven pečen krompir iz pečice, pa seveda solato. Potem bomo naredili še domačo pico, pa obaro, imamo nekaj domačih piščancev doma, pa bomo naredili zelenjavo pa s krompirjem, da bo malo močnejša. Potem bomo pa spekli na žaru še hrenovke, kar imajo otroci zelo radi. Pa zraven melancane pa bučke na žaru. Pa mogoče kakšen hash brown krompir ali pa spet solato pa kruh. Bomo videli.
Takole sem se zapeljala mimo Hofra, sem videla, da je vrsta do konca parkirišča in sem se obrnila in šla z družino na sprehod. Potem se je, hvala bogu, ulil dež, so se vrste spraznile in sem šla v Hofer. Zaloga, kot vidite, je bila okej, čisto normalno. Straniščnega papirja je zdaj dovolj, tako da smo se mirno sprehodila po Hofru. Tole je moj voziček za 103 evre. Tole je še Sparova. Tole je bilo tudi več kot običajno. Okej, prtljažnik izgleda poln, ampak cene so pa bile majhen višje, no. Takole izgleda nakup. Malo tortilje, tudi nekaj posladkov. Suho čičeriko, suho lečo, polnozrnate moke nobene ni bilo, sem vzela samo eno belo. Sem že kupila tudi s Faktorjem kremeži za otroke in za naju. Čokolado, pa polnozrnato testo za sirnico. Potem nekaj svežih stvari, tudi tele borovnice sem našla, pa tele breskve v konzervi imajo radi. Naredimo en crumble ali pa smetano. Pa nekaj svežih stvari. Pa za solato sir, temno čokolado. Tole je skuta za sirnico. Potem so sveži šparglji, pa mango v akciji, pa znižane tele breskve, ki so odlične. Potem še zmrznjen fižol, pa brokoli. Nekaj za piknik, malo pečeno papriko. Od mleka sem dobila riževo, pa tisto sladko sojino za v kavo, ampak bomo že, čakam na boljše čase. Nekaj pijač, zmrznjene borovnice, mi tega veliko pojemo, kumare, bučke za na žar, kokosova moka, majne piškote spekli, začimb nam je zmanjkalo. Saj sem zelo veliko kupila, kokosov jogurt, sir, makaroni, tofu, naredila kakšno tortico. Spet malo salam, tempelj. To je to. Malo pogledamo še račune. Meni se zdi, da so kakšne stvari dražje. Če dam pod 40 evrov, v Sparu je bilo zdaj 51, pa tudi nisem vsega dobila. V Hofru dam pod 80, pa je bilo zdaj čez 100, pa tudi nisem nič ekstra kupila, razen tistih sončnih krem, ki se lepa skupaj, mislim, da 8 evrov. Ampak vrste pred trgovino so grozne, najraje bi šla enkrat na mesec, ampak sveže stvari ne zdržijo toliko časa, kaj čmo. Skupaj je zneslo to točno 155 evrov. Kaj čmo, se vidimo naslednjič. Čau.